Velika večina se vas je udeležila usposabljanj, to smo ugotovili že na začetku. Zdaj ste dobili še en drugačen pogled na projekt, na njegovo celoto, na njegovo umeščenost. Zdaj pa poglejmo, kako se je projekt odvijal na terenu strani izvajalcev, ki so izvajali usposabljanja. Na odru se mi bodo pridružili Simon Dražič, Enej Gradišek, Andreja Hudej in magister Sašo Stanojev. Prosim, pozdravite jih v moji družbi. Aha. 1, 2, 3, 4. Dobrodošli. Aha, to je uganka z enim dodatnim stolom. Je ta stol zame? Dajmo takole, da nas ne bo skrbelo. Hvala, da ste se nam pridružili. Jaz rad stojim, zato ker se pa lažje razmišljam na nogah. Naša naloga v temle pogovoru je, da se približamo na nek način usposabljanjem, ki so se izvajala, predvsem pa, da jih pogledamo z drugačne distance, s pomočjo vas, ki ste jih izvajali, da nam poveste, kako so potekala in tudi, kaj so mogoče kakšni prostori za izboljšavo. V drugem delu se bomo pa dotaknili vaše perspektive, vaših problemov, ki jih imate danes, misli ali pa konkretnih primerov rabe umetne inteligence. Tako da za začetek, lahko vsakega izmed vas prosim, da se predstavi vsem, ki vas ne poznajo, pa če nam na kratko oriše, kaj vse ste izvajali v sklopu teh usposabljanj tega projekta. Mikrofon pa je tamle in tule dva sta, lahko začnemo kar pri vas. Tako. Dela. Lep pozdrav z Izole. Ponovadi sem tako začel, ker sem bil doma in sem pozdravil z Izole in potem sem še rekel, vidite, za unim oknem tam je morje. Zdaj tega ne morem reči, ampak mogoče pa ne vem, v katero smer smo obrnjeni. Torej, sem Simon, prihajam iz šolstva, torej, ko ne izvajam tega, sem ravnatelj na eni osnovni šoli v okolici Kopra. Izvajal sem pa tle kar nekaj teh izobraževanj. Zdaj najbolj popularne, ki smo jih govorili, zdaj so ta umetna inteligenca, seveda pa pol do vseh Excelov, PowerPointov, Wordov, komunikacije nadaljavo, skratka en kup tega je bilo in to je to. Hvala. Simon? Zdaj pa bo. Dela? Predvsej bo deluje, če pregledaš. Torej, lep pozdrav, moje ime je Sašo. Zdaj, ker imam ravno priložnost, besedo, bi seveda tudi jaz, te številke, ki sem zdaj gledal, so res impresivne, tako da čestitke seveda celotni ekipi Upravni akademiji, ki so to izvedli, res se pohvalim. Jaz pozdravljam tudi vašo odločitev, da je današnja prireditev na Brdu, namreč jaz sem tukaj blizu doma, tako da Bog ne da bi se zdaj vozilo v Izolo, da bi bili še vsi na poti. Tudi jaz sem, tako kot Simon, zdaj že 25 let plus učitelj, tule v Kranju, šolski center Kranj, najprej kot učitelj v srednji šoli, zdaj zadnje leta pa delno še poučujem na višji šoli, delno se pa ukvarjam z raznimi projekti, tako nacionalnimi kot mednarodnimi, katerih cilj je ravno to, ker tudi mi danes, o čemer danes predvsej govorimo, skratka uporaba tehnologije pri poučevanju v tem primeru, tako da se s tem ukvarjam tako v mojem poklicnem delu, kot v tem delu, ko potem recimo sodelujem z vami na teh raznih seminarjih. Super, hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu, sem Andreja. Zdaj sebe imam nekako tako malo samooklicano za enega takega apostola vseživljenjskega učenja. Se mi zdi super, da imamo različne načine priložnosti, da se ves čas kaj učimo. In področje, ki ga imam res rada, je to digitalno področje. Se je začelo vse skupaj tam v 80-ih, ko smo prešvercali ta prvega Atarija čez mejo in pač leta in leta sem bila tista čudakinja Pifler, ki je vesel doma in ki je programiral in delal. Zdaj pa je pač to postalo zdaj moja supermoč in od tega zdaj tudi sem zelo vesela, da lahko
videli ste, kako hitro se stvari spreminjajo, ne? Tako da mi, tisti norci čudaki v zadju, cele dneve beremo, gledamo, se učimo, kaj novega, zato da lahko potem predamo to znanje vam. In mi je bilo res zelo veselje, ste tehle nekaj let, drugače več kot 30 let, tudi predavam različne delavnice, pa razvijam, ampak mi je bilo zelo veselje, tudi delati tukaj z vami in to, kar je novega, pa zanimivega, pa finega, poskušati na čim boljši način predati tudi vam. Teda, hvala. Super, hvala. Ja, lepo pozdravljen še z moje strani, Enej Grdišek. Drugače, direktor enega podjetja, partner v drugem podjetju, prihajam pa sicer iz gospodarstva. Jaz sem se danes malo dlje vozil, tudi sem, tako da... Odkot? Vemo, iz Litije. Ampak vemo, da kamorkoli greš, mene presenečajo te zastoje, ampak ja, želim povedati, da kar se tiče same generativne umetne inteligence, pa tega, kar smo delali izvajala, ne, tudi jaz bi drugače čestitil, pa se pridružujem tem delu, da ste izpolnili ta del. Smo pa dejansko v neki fazi, kjer te kompetence se bojo mogli sam še nadgrevati in temu žal ne bomo mogli uideti. Mislili smo, da bo to neka muha enodnevnica, pa se pridružujem kolegici to, kar je rekla, ne? Če smo mi v nekem mahurčku, ki sledimo temu redno, je nemogoče temu dejansko slediti. Zame je to nekaj časa frustracija. Drugače pa ja, da se vrnem nazaj na vprašanje, kaj počnemo, s čim se ukvarjamo, ne? Se pravi facilitacija, drugače pa delavnice, izobraževanja z področja generativne umetne inteligence. In pa zame je največji uspeh v tem delu, da nekdo reče nekaj več, vem, razumem in zaradi tega z veseljem pač uporablja neko orodje ali pa izboljša proces. Super, hvala. Se pravi Litija, Ljubljana. Laško originalno. Litija, Laško, Kranj, Izola, ampak jaz mislim, da imamo tudi par udeležencev tako z vzhodne Slovenije. A jih imamo? Odkot ste? Maribor? Celje? Imamo še koga dlje od Maribora? Ja? Murska Sobota? Nekaj jih je še na poti. Imamo še koga, ki da dlje kot Murska Sobota? Ne. Potem pa en aplavz za gospoda iz Murske Sobote, prosim. Žal mi je, Simon, ampak odnesel vam je naziv najdaljše poti do sem. Ampak, opala, ne. Lendava. Lendava. Sem čakal Lendavo. Ok. Imamo koga za mejske Slovenije? Ne. No, vidite, res ste tu danes celotne Slovenije. Če bi ta stvar potekala nadaljavo, bi se še hitreje dobili. Tako smo pa zelo veseli, da ste prišli sem v živo. Ni morja, je pa zelenica zadaj. Od vas bi rad eno preprosto stvar. Rad bi vam pokazal moč konteksta, spomina ali pa prostora. Vem, da vas je velika večina se udeležila teh usposabljanj in najprej me zanima, kdo konkretno se je udeležil usposabljanja pri katerem od naših gostov tule. A lahko prosim ustanete? Čakajte, katerega ste se udeležili? Povejte, katerega? Kraj poveste ali pa gospoda? Izola, Simona, ok. Pa Ljubljana oziroma Laško. Super, ok. Ja. Po gesti sklepam, da vam je bilo zelo všeč. Ful dobro. Ker ste zelo hitro dvignili roko. Zadovoljna, zelo. A lahko ustanete vsi tisti, ki ste se udeležili kakšnega usposabljanja pri Simonu? Ok, dobro. Pozdravljeni. Zdaj lahko sedete. A lahko ustanete vsi tisti, ki ste se udeležili kakšnega usposabljanja pri Saši, pardon. Bravo. Zdaj, mogoče se z nekaterimi prvič vidite v živo. Pri Andreji. In še pri Eneju. Super, ok. Hvala. Lepo je videti, kdo je bil kje. Zdaj me pa z druge strani zanima, dragi izvajalci. Ne konkretno o teh udeležencih, ki so tule, ampak kaj bi rekli, da je prototip najboljšega udeleženca? Se pravi, zanimajo me lastnosti, ker najbrž ne gre za, ne vem za kaj gre. Kakšen je prototip udeleženca, ki ste se ga res vedno razveselili? Seveda ne govorimo konkretno, ampak kaj so te lastnosti, ki so vam dale vedeti, ok, tole bo super, ali pa vidim, da je ta človek, res super udeleženec. Enej?
V bistvu je zelo enostavno vprašanje. Ne? Ja? Čim več spraševanja, Okay. čim več proaktivnosti, radovednosti, pa da ne bom našteval, da ne poberem vseh odgovorov ostalim, verjetno. Ali jaz odgovorim v celoti? Kakor hočeš. Čeprav moram reči, da ste zelo usklajeni z mikrofoni. A ste opazili, kako usklajeno si jih podajajo v ozadju? Ima še kdo še kaj za dodati? Proaktivno spraševanje, radovednost? Vklopljena kamera je. Aha. Ja. Ok. Še kaj? Simon? Ja, v bistvu najboljši je oni, ki se je prijavil sam. Aha. Ja, ker oni so tisti, ki so začutili neko željo potem, da hočejo neko novo stvar spoznati ali pa se naučiti. In pol so tu pa tam kakšni, ki se niso prijavili sami, ampak v njih itak nismo videli, ker so imeli izklopljeno kamero. Tako da vse ono, kar je pa rekel, okay. Se strinjam. Super. Jaz bi sam še dodal, da ne, verjetno, sigurno govorimo o imenu vseh štirih, mi smo, mogoče mečkan sreča pa privilegij, da smo zdaj predavali res vsebine, ki so bile res zelo zanimive za večino, zdaj sploh ta umetna inteligenca v zadnjem letu, pa prej tudi, mislim, da smo vsi predavali od Excela, take vsebine, na katere so se seveda prijavili ljudje, mislim, da v večini primerov sami, ne da jih je nekdo prijavil v službi. In pol je to čisto drugače, mislim, vsi to vemo, ker že predavamo dolgo, če imaš na drugi strani nekoga, ki je motiviran za to, da se nekaj novega nauči, je potem čisto drug svet. Pa ni problema. Jaz bi si celo upal trditi, da je ta drža, tudi človek, ki ga je prijavil nekdo drug, lahko pride z držo, kada se je prijavil sam. Pa mogoče vam ni videti, ampak, no, ne vem, tako si predstavljam. Kaj pa druga stran? Kakšen pa je prototip najslabšega udeleženca? Ok, zdaj smo že izvedeli, izklopljeno ima kamero, nič ne sprašuje, kaj še? A lahko gremo še dlje tukaj? Ja, ne, kaj, prosim, a je to konkretna zgodba? Ker se kamera po nesreči vklopi, pa v zadnji nekdo nekaj kuha. Okay. In pol iščeš, kje je turn off, ker je kar naenkrat vse vidiš, kad se prime za usta, reče. Ok. Mogoče je problem tudi, če kdaj pozabijo izklopiti mikrofona, ne? Pa v bistvu ravno nekdo stopi v pisarno pa reče, pa zdaj ne morem, da nekaj poslušam nekaj, ker sem se mogel prijaviti. Ok. Moram povedati eno zgodbo, ma upam, da ni te osebe tle. Torej, zgodba je bila taka, da se snema, sam ne po imenih govori. Ja, ne, sej ne vem imena. Okay. V bistvu se je pač ena mladava pupa prijavila, na kar je bil šele začetek, so se šele zbirali, takrat so bili te kamere še vžgane, na kar je prišla mama za njo zgoraj brez, v kader in pol je sveda ta pupa zginila in je tudi ni bilo več videti cel dan. Mogoče to. Ok, zanimivo. To je zdaj še nepričakovana lekcija. Prej ste rekli, da je en izmed programov bil komuniciranje nadaljavo. Mogoče to bi lahko bil en del tudi tega, modul. Ja, neka etika, zdaj smo vsi že vešči tega, na začetku pa ni bilo tako, ne? Kaj pa so bili sicer najbolj hiti? Katera usposabljanja so res najbolj pogosto udeležena ali pa ste pri njih zaznali največ samoiniciative? Mislim, da ste že omenili, da so bila to z področja umetne inteligence, ampak kaj konkretno, katera podpodročja so bila najbolj aktualna, se vam zdi recimo v zadnjem letu, ker vem, da so se spreminjala? Mislim, jaz bi rekel, da verjetno, zdaj sicer organizatorji verjetno to poznajo te številke boljše, ampak jaz mislim, da verjetno bila umetna inteligenca tisti program, ki je bil najbolj popularen v zadnjem letu. V bistvu smo tudi zelo fino naredili, ker ravno mislim, da leto nazaj smo štartali s tem usposabljanjem, pa je bil najprej samo en tečaj, ker smo potem poskušali spraviti vse v eno in je bilo malo preveč, tako da potem super, da so to potem tudi na Upravni akademiji to razbili, zdaj na začetni in pa nadaljevani tečaj uporabe generativne umetne inteligence in jaz mislim, da je bilo to najbolj popularen tečaj, glede samih izvedb, tudi glede, bom rekel, motivacije in želja potem, kaj bi se radi naučili udeleženci, bi lahko sklepal, to je tako. Andreja, ki imate, lahko nam pa malo razkrijete več, recimo mene ni bilo na teh izobraževanjih, pa še kdo je bil na izobraževanju o generativni umetni inteligenci? Lahko vidite roke? Ja, vidite recimo tako, četrt, tretjina, čez palec. A nam lahko poveste pa, kaj konkretno, katere teme ste konkretno obdelovali prav na tem izobraževanju?
Zdaj pri osnovnem, zdaj stvar se tako hitro razvija, da če smo recimo v začetku tega projekta še malo razbijali strahove in mite, da ali bi sploh dali priložnost, smo Terminatorja omenjali, pa je bil malo to smer, se je nivo kompetenc zelo že dvignil, no, tako da smo potem tudi sproti malo nadgrajevali. Drugače pa zanimala so običajno, no, tudi smo to predelali, nekaj tehnično, kako se loti sploh vsega skupaj in dosti je bilo kar nekih konkretnih vprašanj, če moram recimo zdaj skrajšati dokument, če moram, največ je bilo ustvarjanje nekih dokumentov, pregledovanje, kako zagotoviti, da dobimo čim bolj nek verodostojen rezultat, to je bila kar taka rdeča nit, no, pa ali so neki dokumenti v skladu z zakonodajo, z nekimi smernicami, to je bila kar taka uspešnica, no, da smo, mislim, da smo kar večina kaj take stvari delali, no. Super. Izkušnje drugih. Ne, meni sam bi šel omenjen zanimiv trend, jaz sem na začetku, na teh začetnih tečajih sem imel vedno en tak podoben mentimeter, kot mi je prej Peter, in sem najprej sprašal, odkot prihajajo ljudje in potem pa, ali že uporabljajo katerikoli pa chatbot za uporabo inteligence, in na začetku je bilo teh ljudi kar nekaj na tečajih, zdaj recimo, kaj se mu od letošnjega leta naprej, nobenega več, ker vsi so že probali, preden so pa šli na tečaj, tako da ta trend je viden. Ja, kaj so pa potem take prve stopničke, recimo, rekli ste, najprej je bil ta strah pa skrb sploh tega, kaj se dogaja, kaj ta stvar je. Kaj so pa danes ene tipične stopničke začetnika, ki se recimo ukvarja, ki se želi bolj spoznati z umetno inteligenco, z modeli, po katerih stopničkah se vam zdi, da gre? Kaj so te faze učenja ali pa spoznavanja orodij? Najprej jaz mislim, da je sploh nastavitev okolja. Zdaj, če delamo v ChatGPT-ju, kakšne nastavitve so smiselne, da se ti pač sistem na pravilen način odzove. Če delamo v Copilotu, je zelo podobna zadeva, pa najbolj pogosto vprašanje je, kaj se dogaja s podatki, kam to gre. In če lahko zdaj malo sprovociramo, če mi pošljemo iz Outlooka kolegu na drug Outlook mail, kam gre pa ta mail? Nekam v oblak, pa pride nazaj. Razen, če imate res v ministrstvu Outlook samo na lokalnih strežnikih nastavljen, to pač vzamem zdaj nazaj, ampak v tem primeru se nikoli nismo sprašvali, kaj se dogaja s podatki. Zdaj pa, ker jaz nekaj dajem v ChatGPT ali pa v Copilota, ker je že itak zadeva povezana, se pa kar naenkrat vsi sprašujemo. Ampak po drugi strani jaz mislim, da ta strah je mogoče malenkost odveč, če je seveda zadeva podprta z licenco pa z ostalim zadevam. Ampak ja, če gremo po stopnjah nastavitev, pa dejansko etično pravilen način uporabe teh orodij za povečanje učinkovitosti. Aha, kaj pa je, prosti, je še... Mogoče tako, no, tudi če vedno več smo nekih samoukov dobili in se je na koncu en izkazali, da ne izkoriščajo orodja, kakor bi lahko, da ko smo šli skozi neke možnosti, ki sploh obstajajo, je vedno bilo še kaj finga novega, da recimo niso vedeli, kaj so projekti, pa čemu služijo, ali pa recimo nastavitve. Jaz mislim, da tiste prilagoditve po meri, da si ga lahko prepričal, da ima neke predhodne nastavitve, da ni vedno treba vsega od začetka delati, so vedno tudi bile zelo fine. Drugače pa mislim, največkrat je bilo to, kako zagotoviti rezultat, ki mu lahko čim bolj verjameš. Da mislim, da smo največ delali na tem. Okay, hvala. No, mogoče meni se zdi ena velikanska pridobitev to, kar so naredili 1 na 1, torej za te vodje na koncu, oziroma zdaj v zadnjem času, ker dejansko tistih 12 ur lahko prilagodiš izkušnjo, vse uporabo orodja na konkretna področja, iz katerih prihaja oseba in na konkretno izkušnje, ki jih ima že s temi orodji odprej. Tako da to je, se mi zdi, ena taka res dobra nadgradnja, ki se je izkazala za super. Mi oba prihajava iz šolstva, kjer smo imeli podobne zgodbe z nekimi projekti že prej. En tak večjih je bil e-šolstvo in tle moram to prvo vrstvo pozvati, ne narediti napake, ki smo jo naredili mi. In sicer, da smo čez noč vse ono, kar smo dobrega naredili, vse ono, kar ste dobrega ustvarili, ugasnili in smo pol zdaj poskusili zelo slabo, moram priznati, ker je projekt propadel, vmes še enkrat to stvar zagnati. Stvar ima vzpostavljene mehanizme, ima vzpostavljene metode, s katerimi pridejo do vas kot udeležence, ko vam lahko ponudimo vsebine,
ki vas zanimajo in se mi zdi, bi bil smrtni greh zdaj to pozabiti in iti na nekaj novega. Dajmo to misel prijeti. Peter ali Bojana, kaj se bo zdaj zgodilo? Projekt se zaključuje, niti v programu tega nimam, sem videl, nič ne bo. Kaj pa zdaj? Dajte nam sam eno smer. Mimi. Ja. No, tudi jaz poznam projekt e-šolstva, pač bil sem udeležen celo v njem, no. Tako da v resnici dobršen del, ne pa ves del teh usposabljanj prenašamo v bistvu s prenovo seveda na projekt, ki že teče, na projekt UKP, usposabljanje za kompetence prihodnosti. Tako da v bistvu ne bomo v bistvu prenehali s temi usposabljanji, no. Samo nadgradili bomo še, nekatera usposabljanja bomo pač spremenili, nekatera usposabljanja bomo nadgradili, v bistvu jih spremenili in to je to, no. Ne bo e-šolstva, no, vsaj zaenkrat. Spravi, ne gre vse stran, ne? Vse ne. Ok, samo to je bila ta impuls. Ne, večina ne gre stran. Ja, super, ok. Večina gre naprej. Fino? Hvala. V redu, mislim, da smo malenkost orisali, Peter je že govoril o tem, kakšni tipi delavnic so obstajali, se pravi tudi 1 na 1, nadaljavo v skupinah. Za konec tega sklopa imam za vas samo še eno reč. Kaj se vam zdi, kaj je bil najboljše povratno mnenje, ki ste ga prejeli od udeležencev, glede nečesa konkretnega? A se spomnite česa, da vam je nekdo rekel, ne vem, zaradi tega sem pa zdaj nekaj. A imate kakšno takšno stvar v mislih? Jaz lahko povem konkreten primer, zdaj vem, da sicer snemamo, pa smo se zmenili, da to ne bi. Bom drugače zapakiral. Dajmo reči, da je nek postopek, ki traja 6 mesecev in zaradi 1 na 1 izobraževanj smo dejansko ta postopek skrajšali na 1 teden. Tako da konkretno se da doseči učinek in jaz sem bil to neizmerno srečen, vesel in res želim oziroma upam, da ta zadeva zaživi v polni meri. Super, zanimivo. Moram priznati, da bi naredil krivico vsem pozitivnim feedbackom, ki sem jih dobil, ki smo jih dobili, ne jaz, mislim, da vsi tukaj. Feedbacki, ki so bili na vsakem usposabljanju podani, so bili v isto smer. To pomeni veliko lažje, veliko koristnih informacij, pri svojem delu bom to lahko lažje naredil. Tisto, kar se meni zdi še bolj pomembno, pa mogoče težko izmerljivo, je to, da se človek počuti pri delu bolj suveren. In ko si ti bolj suveren, si lahko tudi bolj kreativen, ker ta stvar prihaja s tem spoznanjem, da nekaj znaš ali pa da nekaj zmoreš narediti. In to se mi zdi največja pridobitev. Super. Ja, mislim, jaz bi seveda podobno, ne. Zdaj, najbolj bom rekel merljivi te učinki so seveda bili pri teh usposabljanjih, ki so bili 1 na 1, tam smo konkretno reševali pač neke težave, ki so jih pač želeli in v bistvu tukaj je bilo super. Zdaj, kar se pa tiče teh ostalih usposabljanj, pa seveda jasno, veliko teh pozitivnih odzivov. Predvsem bi pa rad povedal nekaj, jaz sem bil pač vedno na tej strani, pač ko sem predaval, zdaj recimo o umetni inteligenci ali prej o Excelu in na drugi strani pač udeleženci, ki so se to želeli naučiti, hkrati pa seveda smo se vedno, mislim, meni je bilo to res pozitivno, priložnost sem se tudi jaz nekaj naučil na teh vseh usposabljanjih in sicer zadnjič, še par mesecev nazaj mi je gospa nekaj razložila, kako je s temi parfumi, da obstaja menda celo vse zdaj vem, kakšne vrste parfumov so, obstajajo menda celo neki bootcampi v Parizu, kamor greš, ker se naučiš za master parfum, ne vem kaj pa si, ampak o tem nisem vedel nič, potem je zadnjič ena gospa naučila 14 dni nazaj, pa mesec nazaj, kako se sadi bazilika zraven paradižnika, zato ker to pa bolj uspeva, skratka, to je bilo kar vzajemno, moram reči, da imam kar veliko teh zelo pozitivnih odzivov, da so se udeleženci naučili nekaj, kar jim pride prav, hkrati pa jaz lahko rečem, da se dostikrat naučim nekaj, kar do tistega dne nisem imel pojma. Tako da, ko iščemo kakšne primere, jih vprašam, dajte mi nek primer in pa pride, dajmo pa danes parfumi pogledati, ja super, pa dajmo, pa pogledamo, kako lahko umetna inteligenca tukaj pomaga. In smo se naučili, v bistvu smo dobili točne termine teh bootcampov. Nismo se še prijavili, ampak je pa. Kar nekaj
udeležencev je tu. A bi želel še kdo podati kakšno povratno mnenje, razen tega, da je bilo res super, to smo zdaj že nekako vzpostavili. A vam je kaj konkretno recimo uporabljate še vedno, pa ste se naučili na teh izobraževanjih ali pa ste prvič spoznali na teh izobraževanjih? Predvsem to me zanima. A je kaj takega, kar zdaj uporabljate, pa do takrat niste? Prosim? Aha, dobro, vse je dober odgovor. Kaj pa, torej, konkretno, katero orodje? Konkretno v bistvu, da se v nastavitvah pri teh orodjih pogoje postavlja, no, kaj želiš, no, da se prilagodi. No. Ja. Super, super. To je super. Še kdo, še kaj? Ok, zaenkrat ne. Potem pa gremo naprej do naslednjega koraka. Sašo je že omenjal Mentimeter, tudi mi imamo enega, ampak njega prosim še dati gor, ker potem se bo sprožil ta refleks, pa bomo vsi poskenirali. Preden se ga lotimo, imam za vas sam en predlog. Danes je četrtek, to pomeni, da je jutri petek in praktično je že vikend. Ogromno stvari ste že naredili v tem tednu, nekaj vas jih še čaka. Zanima nas pri svojem delu, ki se sicer odvija med tednom, pa ga bo zdaj kmalu konec, tako da nočem preveč zbujati tega, ampak pri svojem delu, kaj so konkretno kakšne vaše težave, zapleti, zagate, ki bi jih lahko po vašem mnenju še rešila umetna inteligenca ali pa uporaba umetne inteligence teh orodij, pa vi niste čisto prepričani, kako bi se tega lotili, ali pa imate še kak pomislek, vprašanje, željo. Zanima nas, čim odkimavate, nič ni takega več. Ste mislili, da vas ne vidim, ne? Tam gledam vas, ja, vas. Ste tako strliko, ne, nič več ni. A sem prav razbral to? A lahko date mikrofon sem tjale, prosim. Povejte, kaj pravite? Prosim? A je nekaj drugega govorite, ok. Sva govorili o tem, sam sva se sprašvali, ker nam po proračunskih postavkah manjka denarja, če bi to umetna inteligenca znala. Pa je ona odkimala, da najbrž ne. Vidite, pol je bilo povezano, ok, ja, tudi to je dobro vprašanje. Tako da, jaz bi rad, da si za trenutek sam predstavljate vaše delovno okolje, kakršnokoli že to je, sam zato, da se malo spomnite težav, na katere ponavadi naletite. Vzamemo si minutko ali pa dve in uporabimo Mentimeter, ki je za nami, zato, da nam pomagate in unesete različne izzive, za katere bi želeli, samo eno osvežitev, da se jih umetna inteligenca loti z vašo pomočjo. Evo, trenutek pa bomo se povezali nazaj, vidim. Tehnologija, ja. Presenetljivo, doslej se ni še nič zataknilo, tako da daj se mora. Ponovno ga zaženi. Tako kot večino. Ali ste resetirali router? To je test za izvajalce. Kaj pa zdaj? Zdaj ustvarjamo pritisk na osveževanje, ampak kar v miru. Ja, nej, prosim. Jaz bi eno stvar mogoče sam dodal, medtem, ki čakamo na ta del prezentacije, da se naloži. Mogoče sam ta poudarek, pa se verjetno vsi strinjate z mano, no, da jaz mislim, da ni več sploh poanta o orodjih, pa kako ta orodja uporabljati, ampak dejansko v miselnem preskoku, ki je v procesu, pa na kakšen način je sploh vredno uporabljati AI, ker tudi AI ni za vse. In če je neka trivialna zadeva, da moramo spisati mail, ga spišemo, ne rabimo pač za to AI, ker bomo uporabljali več časa za pripravo, pa da pol dobimo pač nek podoben odgovor. Ne? In ta del kritičnega razmišljanja, pa ne toliko fokus na orodje, se mi zdi v bistvu ključen. Ja. Smo uspeli? Recimo danes smo se že pogovarjali o tem odnosu, kako razumeti pač neko orodje umetne inteligence in najbližje smo prišli kot nekega juniorja, nekega študenta, katerega še vedno ti preverjaš, mu pa dodeljuješ naloge. Zanimivo, prav nagaja nam. Ja, Urša zdaj ve, kako se počutimo, ko Zoom neha delati. Če imamo možnost, da kar v brskalniku to odpremo, bo tudi super, ker bomo itak imeli več predlogov, pa jih bomo lahko gledali potem navzdol. Ker na PowerPointu prej ni delovalo to scrollanje dol, tako da mogoče je to sam znak sistema, da moramo itak iti v brskalnik. Tako da ja, kaj pa vi pravite glede tega odnosa do modelov, kako ga razumeti? Nekako smo prišli do tega, da ja, je to nek
naš junior pomočnik, kaj nam še lahko pomaga pri tem? Jaz imam občutek, da pol postajam kar naenkrat menedžer dela, ki je v bistvu bilo namenjeno meni, pa moram upravljati s tem malo drugače. Zdaj na to temo zmanjševanja kognitivnih sposobnosti pa kritičnega mišljenja. Zdaj tle bi lahko imeli kar dolgo debato, kaj to potegne za sabo, ampak mogoče smo gledam romantično na vse skupaj. Zdi se mi ta generativna umetna inteligenca, kot da je to ena taka kolektivna zavest človeštva zdaj, ali pa če tisti, ki ste ljubitelji Douglasa Adamsa pa štoparskega vodnika, zdaj veliki smo zdaj dobili, ki ga lahko, zdaj po pameti seveda, izkoristimo kot eno tako kar stopničko, ni treba, da zdaj veliko časa porabimo za to, da se nekaj naučimo, da najdemo informacije, takoj lahko začnemo kak nivo malo višje. Seveda, ustrezno preverimo ustreznost rezultatov in tako naprej, ampak kot da bi ob sebi imel enega, torej in Einsteina in zdaj bi lahko naštela še ljudi iz zgodovine, in so njegovo znanje, ki je tam ob tebi in zdaj, če ga želiš, ga lahko vprašaš za mnenje. Torej ne tako, da bi za on namesto mene delal, predvsem kot nek tutor, mentor, možnost, da štartam na višjem nivoju in imam za tega boljše rezultate. Ampak a se bodo lahko naši mladi, ki prihajajo potem za nami, priučili teh veščin na enak način, kot smo se jih mi, ali bodo pač vstopali v eno drugo izhodišče? Ne, drugače. Oni čisto svet, digitalni svet je za njih precej enakovreden realnemu svetu, ker so tudi tako bili vzgojeni. In zdaj to na silo poskusiti prekiniti, že tako se počutim. Zdaj vidim, da smo sami taki izkušeni tlele, ta sivolase ste zbrali nas tlele na kup, z izkušnjami, ampak se že časih počutim, kot moja hči, tudi najstnica, reče, ja, vem, vi, ko ste imeli še črno-bele televizorje, pa so še konji vlekli avtomobile, da mogoče ni prav, da zdaj tudi mi nekaj poskušamo reči, mi imamo za absolutno prav, stvari se bojo spremenile, ta preskok se bo zgodil. Bomo pa morali tudi mi se, tisti, ki smo že nekaj časa v tem, pa navajeni drugačnega sveta, malo prilagoditi. In ravno zato, da bomo lažje v koraku z vsem, dajmo ta orodja izkoristiti, tle se mi zdi velika priložnost, da lahko nadgradimo svoje znanje. Super, sam trenutek, a lahko odpremo brskalnik, ker tu ne vidimo, kaj se dogaja naprej. Se pravi, da bi videli vse odgovore. Kar umeru, lahko gre tudi to dol. Se zdaj, kdo je poskeniral, to je še zadnji klic, da nam še kaj dodate. Pa kar tudi, če nimamo od zadnji slajda, če najdeš en način, da bomo imeli vse odgovore gor, bo svetovno. Če ne bomo pa mogoče na telefonu pogledali, ni panike. Povejte, Sašo. Ja, jaz mislim, če se navežem zdaj na Andrejo, če boste dobili, daj še napačen odgovor, pa nate vedeli, kako naprej je odgovor 42. Sicer pa je pa ena stvar, na katero se pa tu pa vsemu je pa fino, da opozorimo, mi da z Simonom delava v šolstvu in se moramo tega pojava, tako imenovanega kognitivnega dolga, kar zavedati. Dejansko raziskave že potekajo, jaz sem tudi letos delal neko raziskavo na to temo, v Ameriki so pa delali to zelo resno in v bistvu otroci v osnovnih šolah, ki zdaj uporabljajo umetno inteligenco več kot 3 leta, že skakal takrat, ki je prišla ven, imajo pa nekih raziskavah za 20% manjše kognitivne sposobnosti kot prej. To je pa ogromna številka, to pa ni več heca. Tako da se spodbujamo vse, verjetno vas je tukaj tudi zelo veliko staršev, ki imate otroke v šolah, morate jih na nek način, če je prisil prava beseda, ampak spodbujati, da razmišljajo, ker žal prehajamo v stanje, ker zdaj imamo prvič, vse ta tehnologija, zdaj pa šla nova tehnologija, ki rečemo umetna inteligenca, ni prva tehnologija, ki je prišla v naše življenje, kot je rekla Andreja, nas je tukaj nekaj, ki imamo sivile se in smo nekaj tehnologij dali skozi, ampak je pa prva tehnologija, ki lahko razmišlja namesto nas, do zdaj večinoma niso. In če enkrat tehnologije prepustimo razmišljanje, pomeni, da sami ne zadujemo. Tako da tukaj je res smiselno spodbujati razmišljanje, mi imamo kar dosti težav v šoli s tem. Tako da moramo spreminjati didaktične, recimo tukaj, ker jaz učim tukaj v Kranju, na šolski center Kranj, so bile včasih take luštne naloge, da smo dali dijakom oziroma študentom neko računalniško kodo, ki je bila pokvarjena, zdaj pa ti to doma najdi napako, pa potem reši, pa popravi.
danes so te naloge čist brezpredmetne, ker v bistvu vsi imajo prav v 3 minutah, samo dajo v klepetalnik, pa dobijo ven rešitev. In nič ne naučijo. Ampak kaj pa potem jaz v službi, a enako tvegam, se pravi, se vam zdi, da enako tvegam potencial nekega nazadovanja kognitivnega, ali si lahko s tem pomagam, če pametno izbiram naloge? Jaz mislim, da zdaj potem, ko je človek recimo bolj zrel, starejši, da upam, čeprav jaz moram reči, da sem nase tudi kar dostikrat jezen sam nase, da kakšno stvar vprašam inteligenco, ki je čist brez potrebe, ki bi jo lahko sam napisal. Tako da, skratka, mi mogoče znamo to imajo določati, mladostniki pa žal ne. Ok. A je kdo, jaz sem bral tudi en članek, ki sicer še ni bila raziskava, ampak da je tudi število različnih orodij umetne inteligence lahko en del faktorja tega kognitivnega dolga, se pravi, če imam 5 različnih orodij, pa vse preskakujem med njimi, je tudi to en faktor, pa gotovo tudi sama uporaba. Zdaj vidim, da imamo kar nekaj konkretnih primerov že. Tisti, ki ste že poskenirali kodo, če želite dodati še karkoli, vedite, da je temu namenjen naš zaključek, se pravi, tu želimo nabrati čim več konkretnih primerov in izzivov, bi pa predlagal, skuha kosilo, bravo, da pogledamo na hitro tele primere, ki smo jih že nabrali. Gremo lahko od začetka, ker gor je bila tudi ena zanimiva istočnica avtomatizacije kot take, ja, da bi prej potrebovali preprosto avtomatizacijo, potem pa pogledamo malo, kaj so primeri, se pravi analiza trenutno razpoložljivih sredstev, priprava dopisov, mailov, pritožb, težave in reševanje težav uporabnikov, DPIA dokument, da dela namesto mene in mi ni treba več v službo. Se vam res zdi, da bi to no, super, vse ste napisali. Urejati proračun, skuha kosilo, analiza odgovorov, anonimizacija dokumentov, pomoč razvijalcem, aplikacija, super, vsa slovenska sodna praksa, pregled ponudb na podlagi javnega naročila, odgovarjanje na vprašanja prijaviteljev, opolnomoči zaposlene in jih ne zamenja, dokumentiranje zaposlenih real time, poenostavi procese, pohitri, vodi evidenco pravil in vsebinskih povzetkov, poenostavitev postopkov, hodi v službo namesto mene, ta je že drugič, moj urnik, optimizacija stroškov, sprejemanje telefonskih klicev prijaviteljev, pripravi osnutke odgovorov na e-mail, obrazložitev za rebalans, uredi XLS, zahtevnih finančnih podatkov, obdelava, avtomatsko trenere, kompleksne pogodbe, določite treba, za katere procese se splača vložiti čas in energijo, da se naredi agenta. Torej, ta odgovor zahteva razmislek. En AI ali pa AI, sestanki, uredi upravno zadevo v informacijskem sistemu, komunikacija s strankami, napiše osnutek negativne odločbe. Ok, odlično. Mislim, da imamo kar nekaj primerov. Naši izvajalci, ki ste tule gor, eno vprašanje imam za vas. A se vam zdi, da imamo kaj konkretnih primerov, ki bi jih lahko prav postopkovno pogledali, ali iščemo še kakšnega? Jaz mislim, da jih par je. So sicer malo splošni, ampak mogoče, če si izberemo kakšne, bomo dobili tudi bolj konkretne usmeritve. Zakaj vas namreč to sprašujemo ali pa prosimo? Naš naslednji sklop, ki smo ga poimenovali hitri zmenek z umetno inteligenco, bo najbolj praktično možen. V njem bi radi prav konkretno preizkusili ene stvari, pregledali izzive ali pa se lotili enih nalog. Zato v tem primeru iščemo tudi konkretne, lahko majhne prakse izzive, lahko pa tudi debatiramo o stvareh. Kako bo izgledal naš naslednji sklop? Najprej bomo en primer rešili skupaj, tule na računalniku, ga poskušali rešiti, uporabiti umetno inteligenco, potem se bomo pa razdelili na 8 postaj v tem prostoru in naši izvajalci si bodo razdelili različne naloge, različne izzive in se lotili posameznih. Vi se boste lahko potem obrnili do enega samega izvajalca, ki bo izvajal določen izziv, določeno nalogo, lahko mu boste pa rekli tudi nekaj tretjega, česar niste zapisali tukaj gor, pa pač prišli pa začeli debato. Ker mislim, da je kar nekaj istočnic tudi takih, ki terjajo v resnici pogovora, ali pa razmislek. Kaj pravite, imamo kaj konkretnih primerov ali poskušamo najti še kakšne? Ne, mislim, se kar predvsej primerov, jaz sem se ustavil na tem skuhaj kosilo,
ker v bistvu je bilo tam v začetku leta 2023, ko so prvič prišli ven modeli, ki so ustvarjali slike in ki so se ukvarjali, ki so naredili neko prav umetniško delo. Takrat je bil zelo viralen nek tweet, ko je neka uporabnica napisala, super, zdaj se umetna inteligenca pač ukvarja z umetnostjo, medtem ko jaz pač likam in pomivam posodo. Jaz bi pa si v bistvu želela tehnologijo, ki ravno obratno dela, ki bo namesto mene kuhala, jaz bom pa se ukvarjala z umetnostjo. Ja, to je tudi moja velika želja in mogoče prihajamo tja. Predvsem sem presenečen, da vi vidite vprašanja od tule, na tistem zaslonu. Približen. Noro, neverjetno, ne vem, to je, okej, ampak mislim, da jih imamo dovolj, zdaj, ko veste, kaj iščemo, vabljeni, da nam dodate še kakšnega, lahko še malo vrnemo tisti QR kodo z Mentimetrom, se pravi v prezentacijo, oprosti, da ti nalagamo zdaj toliko dela, ves čas, to, hvala. Če ima kdo še kaj konkretnega, se pravi zelo konkretno stvar, tako kot je bilo, ne vem, izdati odločbo za to in to, pripraviti ta in ta dokument, ne vem, oceniti to in to in celo mogoče en tak izziv, ki bi nam lahko delil ene osnovne podatke, ne konkretnih, ampak en primer teh podatkov, bi bilo to vrhunsko. Če imate še kaj takšnega v mislih, poskenirajte pa napišite, prosim. Jaz pa za konec naše omizje vprašam še zaključno vprašanje. Kje vidite, to je bilo tudi vprašanje Petra, taka izobraževanja čez 5 let? O kakšnih temah se bomo pogovarjali, kaj bomo govorili, kaj se bomo poskušali takrat lotiti ali pa prideti globlje? Česa? Zdaj, jaz karkoli bom rekel, bom verjetno brsno temo, če lahko po domače tako rečemo, zato ker v resnici ne vemo, kaj bo čez en mesec, novo orodje, nova zadeva, ampak moja predikcija je, to, kar v resnici mi zdaj počnemo z LLM-ji oziroma velikimi jezikovnimi modeli, je čisti začetek. Zato ker naslednja stopnja, ki prihaja, je dejansko so procesi avtomatizacija, na voljo so že neki avtonomni modeli, ki sami delajo namesto nas, ampak tukaj je treba ekstremno pač previdnost nameniti temu, kam podatki grejo, kaj počnejo. Imamo pač globalne zgodbe, kako v 9 sekundah celo IT firmo pač sistem zbriše sam, ker pač smo mu dali napačen ukaz, ne? In tukaj pač zadeva ni potem več hec. To pomeni, da jaz dejansko samo nadziram proces, moram pa proces ekstremno dobro razumeti, kaj se dogaja, kje mi bo AI pri tem pomagal in pa kaj bo dodana vrednost, ne? Jaz si mogoče, to je zdaj moja utopija, ampak da bomo mi nekoč tako, ko imamo kontrolo zračnega prometa, kjer pa če stolp spremljaš, gledaš, kako letala letijo in si ti v bistvu nadzornik procesov, ki jih potrjuješ, ti pa on na nek način jemlje neke zadeve. Je pa tukaj ključen del, da imamo zelo močno domensko ekspertizo, da imam to možnost ocenjevati, aj ta zadeva smiselna ali pa ni. To me zanima, kako stari na to gledate. Ampak bomo takoj, ampak ni potem, ravno tukaj tipam že odprej s tem razmišljanjem o procesih, a me ne sili to kot uporabnika ali pa delavca recimo, veliko širše razmišljanje, nekako bolj procesno vsega, kar počnem. A ste kdaj z udeleženci, ne vem, popisovali vse procese, ki jih delamo v sklopu delovnega časa ali pa kako sploh pride do tega razmišljanja? V bistvu, dajmo še en korak nazaj. V bistvu tukaj je ful dobra metoda design thinkinga, kjer je pač ključen del empatija, ne? Kjer pač probujemo razumeti celoten proces in dajmo se vprašati, če je slab proces, pa jaz pripnem AI na to, bo kaos. A je ta proces, ki ga delamo, sploh smiselen? Ali moramo proces prilagoditi, pa AI kot orodje zraven dati, da lahko augmentira podatke pa odločitve. In še vedno jaz kot človek se odločam v tem procesu, kaj mi AI kot odgovor da, da potem lahko ta zadeva pač hitreje pač poteka. Okay. Mi v bistvu, jaz si mislim, da bomo mi delali, oziroma kar mi počnemo z vidika transformacij daljših zgodb, oziroma pač v podjetjih, je dejansko izzivanje procesov, ali so sploh smiselni, pa kako ga prilagoditi, da je vsem zaradi tega lažje pa boljše. Ampak kje pa je ta prostor, recimo v okoljih, ki so mogoče glede spremembe procesov malo bolj rigidna, tako kot si jaz predstavljam javno upravo, ne vem, če je to točno, ampak jaz si predstavljam, da ne morem... Se čist strinjam, ampak tukaj pa samo polo vprašanje, v kateri točki lahko en del avtomatiziram na način, da ne jaz, da izpadem iz verige, ampak da se še vedno jaz kot ekspert tisti, ki bom to potreboval pa gledal. Ker če je po zakonu nek SOP zelo jasno predpisan tudi v farmaciji, valjda ne bomo šli mi tega spreminjati. Ampak bomo gledali, kje mi lahko pa orodje v tem delu pač pomaga. Na posamezni točki pa, da jaz naprimer ne rabim v vmesnem koraku iz PDF-ja nekaj na roke prepisovati, pa kopirati pa nost nekomu v drugo pisarno, ampak da ta čas dejansko prihranimo in to AI pač naredi. Ne vem, a se kdo v tem prepoznal ali ne, ampak
vsaj kar imam jaz izkušnje, je to neka taka zadeva. Okay. Ena debata je tlele še v ekipi državnega zbora tekla in bila je, kolikor sem slišal, je bila smiselna, ali nam lahko sem mal, kaj ste zdaj, ko je Enej govoril, ste nekaj tehtnega, ne? Ste zihar? Interni podatki? Ok. Ali je bilo v kosilu? Pa kdaj zdaj? So rekli še 1 ura, pa zakaj zdaj? Ja, no, ampak dajte nam anonimizirati, pa sam mal vršt. Sam mikrofon. Predvidevam, da se vse večje organizacije ukvarjajo z isto zadevo. Ne? Mi imamo pač veliko procesov in tako, kot so že predavatelji, pa prej tudi ostali, rekli, da je tudi potrebno pravilno digitalizacijo speljati. Digitalizacijo ne samo potem, tako kot je gospod Enej rekel, potem preskočiti na AI. Ne? In tukaj vsi v javni pravi vemo, da smo stari povprečno cirka 50, ne? In da je to že ta sivina, ne? Da drugače gledamo tudi na stvari. Ne? Tako da ja, in mi smo se v bistvu pogovarjali, katere procese pri nas bi bilo treba popraviti, ampak dejansko z procesnega vidika je to bo zahtevalo veliko dela, ker je popisati vse te procese, ki je res veliko, že to je velik zalogaj, potem pa presoditi, kateri so tisti procesi, ki bi bilo potrebno nadgraditi, digitalizirati in potem, kaj se da tukaj AI gor prilepiti. To je na kratko. Ok, super, hvala, ker vidim kar nekaj kiman, tako da je bila, mislim, da se lahko strinjate s tem v večini? Ja, ima še kdo kaj za dodati na tej točki? A zdaj pa vidim, da si... Ja, pojte. Mogoče bi tle dodala samo še to, da se pač vse, bom rekla, v javni upravi, tudi v državnem zboru srečujemo v bistvu nekako, veliko ljudi je že dolg časa pri nas zaposlenih in v bistvu so navajeni neke oblike dela. Delo v državnem zboru je absolutno, v bistvu bom rekla, neke vrste pač po določenimi pravilniki, zakoni, tradicionalno tudi in je že spremembo samo težko izvesti. Kaj šele dodati temu umetno inteligenco, je določen del ljudi, ki pravi, da to ne bo uporabljal, da jih to ne zanima in če so to na delovnih mestih, kjer bi te spremembe bile potrebne, je to zelo težko izvesti. Ja. Prosim. Mogoče bi na to temo dodala še eno misel. Praktično vsaka stvar, gre skozi take, bom angleško povedala, simplicity, complexity in priješ v fazo tako imenovanega informed simplicityja. To je tisto, ko lahko tako razumeš zadevo, da ko stari mami lahko v 3 stavkih razložiš, zakaj se je šlo, šele takrat veš, zakaj se gre. In mi smo zdaj bili od tega nekega naivnega, dobiš orodje, ga preizkušaš, kot otrok. Od simplicityja vedno več poskušamo stvari narediti in smo zdaj v tej kompleksni fazi in to je pri vsaki stvari učenju, česarkoli, si tam, ko rečeš, zdaj pa mi nič ni jasno, bolj, ko se učim. In zdaj bi počas morali, če bomo se prav lotili, iti v to fazo tega informed simplicityja, ker pa stvari na koncu so nam jasne, na videz izgledajo preproste, recimo v luči teh procesov, ki si povedal, ali pa dobro pripravljenega terena. Mi zdaj vemo, katero orodje imamo, ker enkrat se pa zdaj zavedamo, da podatki, na katerih delamo, niso še ustrezno strukturirani, pripravljeni, da bi lahko zdaj neko avtomatizacijo kar spustil svojo lastjo pametjo čez to. Tako da zdaj se bomo naučili, tudi kako teren pripraviti, potem pa mislim, da bomo šli v ta del, kjer pa bomo lažje operirali s tem, ker bomo bolj razumeli. Mislim, da smo še v fazi preizkušanja. Tudi kot človeško, ali pa tudi jaz pri sebi isto vidim, da se še včasih moram dosti stvari narediti, pa mislim, da tudi vsi, ki tle predavamo, imamo isto stvar. Moramo dosti kilometrine lastne nabrati, da znamo pol preprosto razložiti to ostalim in skozi ta isti proces boste šli tudi pri uporabi umetne inteligence. Hvala. Sašo, ste želeli še nekaj dodati? Ne, mislim samo, verjetno bi tudi jaz dodal enako, da težko je se napovedati zdaj, kaj bo čez 5 let, ker da se toliko spreminja zadeve, da dejansko bi lahko ta tečaj obnavljali kar vsak mesec, vsaj če govorimo o umetni inteligenci. Zanimivo je tudi, mislim, da sem večkrat že bral pa poslušal neke pogovore, da ne bi umetna inteligenca v naše življenja prinesla večjo spremembo, kot je
prinesel internet v 90-ih letih. Ne? In zdaj, če si predstavljamo, kako danes, da bi sploh še znali živeti brez interneta, ne? To smo videli, da je bilo lani, da je bilo predlani v Španiji, ko je zmanjkalo elektrike za 3 dni, je bilo konec sveta. In zdaj umetna inteligenca ne bi prenesla še večje spremembe, tako da smo res povsem na začetku in edino, kar bo res čez 5 let, pa kar je res danes, da bo potrebno pač vse življenjsko učenje, da bo treba ves čas obnavljati svoje znanje. Super, hvala. Simon? Bom šel malo v drugo smer. Prav? Ja, mene kot nekoga, ki učim že celo življenje, skrbi ta kognitivni upad med mladimi. Obstajajo raziskave, ki dokazujejo, da je IQ človeštva od leta 2010 v upadu in da je to prvič v zgodovini človeštva. In zgolj slučaj, pa ni slučaj, je, da je to povezano z socialnimi omrežji, s tem prodorom interneta v vsakdanje življenje. In tisto, kar jaz vidim tle izziv tudi dolgoročnejši je, da bomo morali skrbeti za kognitivno kondicijo vseh nas. Tako kot, ko smo dobili avto, nismo nehali teči, tako tudi, ko smo dobili umetno inteligenco, ne smemo nehati misliti. In razmišljanje, ki ga človek lahko proizvede sam, je vedno povezano s tem, kar veš. Ne s tem, kar ti neka tehnologija servira. Lahko ti pomaga pri tem, ne? Mi zdaj imamo eno težavo, ne? Namreč mi smo prišli zreli v to tehnologijo, ne? In jo seveda znamo uporabljati kot zrele osebnosti. Ampak čez 10 let, 20 let bojo ljudje se rodili s to tehnologijo in jo ne bojo znali tako uporabljati, kot jo mi zdaj, ne bojo imeli tega backgrounda, miselnega backgrounda, ki bo lahko to presojal. Tako da, po mojem mnenju, ne glede na to, kaj bo tehnologija zmogla in bo nadomestila marsikatero delo, ki ga zdaj počnemo mi, bomo morali mi poskrbeti za to, da bomo pa mi dejansko ostali tiste razmišljajoča bitja, kot smo zdaj. Hvala. Še eno vprašanje. Ja, Vojte. Samo rekla, da mogoče pa je rešitev za to spet na začetku vrste, a ne, kaj gospod Enej rekel, vse se vedno začne pa konča pri procesih. In ko si boš ti hotel z umetno inteligenco nekaj poenostaviti, boš prišel do procesa in potem boš mogel v procesu razmišljati in boš ugotovil, da v tem procesu 15 korakov preveč, da je treba vse poenostaviti in boš mogel razmišljati in potem se stvar iz virtuale prenese v realo, v realne procese in potem se mesece in mesece ali pa dneve ukvarjaš z realnimi procesi, pri katerih moraš razmišljati, vključiti ljudi in potem, ko sčistiš pa posodobiš procese, lahko šele začneš nalagati na to digitalne zadeve, umetno inteligenco ali pa kakšne druge stvari, ali pa pravilnike, ali interne akte in to. In vedno je začetek pa konc na procesih, tako da po mojem bomo mogli vsi itak vedno razmišljati, ker je vse vezano na procese, tako da mene to ne skrbi, no, da bi zaradi tega vsi nehali razmišljati, ker meni se zdi zdaj, ko sem v začetni fazi, da moram ful več razmišljati, pa veliko več dela imam z vsem skupaj, ampak je pa na koncu izdelek pa učinek pa na dolgi rok vesolje boljši, no. Imamo še eno repliko tule? Jaz se strinjam s tem, kar je povedala gospa. Problem je, če se zaciklaš, pa rečeš, odpreš umetno inteligenco, pa rečeš, postaviš se v vlogo vodjo tistega, ki v podjetju sestavlja procese in mi sestavi procese. Ja, lahko je, Peter Trkman, sem tudi izvajalec teh delavnic. Jaz bi pa tukaj mogoče malo dal bolj tisto pozitiven vidik. Generativna umetna inteligenca nam lahko zelo pomaga pri učenju, izobraževanju, iskanju po literaturi. Ukolikor jo na pravi način uporabljamo, lahko tudi veliko raziskav kaže na ta način, v bistvu gradimo nove sposobnosti, kointeligenco, ki je pa veliko večja kot prej. Z vidiko recimo tega izgubljanja skillov ali pa znanj, ki jih imamo, pa mislim, da zdaj zelo pravi, bo kmalu pravi čas, da pač rečem, da smo mi kot človeštvo recimo že zelo veliko sposobnosti izgubili. Recimo ena ključna sposobnost, ki smo jo izgubili, zdaj, ko bo kmalu kosilo, je, da bi šli ven pa si sami najdeli pa ulovili hrano.
Ne? Se pravi, mi kot človeštvo se moramo odločiti, katerih sposobnosti, kaj še rabimo in se to učiti, pa če se tudi ne rabimo. To vse drži, ne? Ampak vseeno se je treba zavedati nevroznanosti in kako možgani delujejo in kaj pomeni učenje za delovanje možganov. Ne? Torej, tvorjenje novih sinaps, novih povezav je mukotrpno delo. Današnja mladina, kot smo bili tudi mi, ne, da ne bo zdaj, da niso oni nič slabši kot mi, samo pač imajo boljša orodja, se temu poskušajo čim bolj izogniti. In se mi zdi, da jim ne damo možnosti, da bi se razvijali v to, kar bi se lahko. To nočem kriminalizirati, jaz predavam to, uporabljam to, ne me narobe razumeti. Samo hočem reči, da bomo mogli še en vidik, tudi stališča vseh nas, ki razmišljamo o procesih, da je lahko razmišljamo o njih, jih moramo resnično poznati. Ne? In da ne bomo prišli v fazo, kot je rekel Sašo, ne? Da bomo rekli, dej, ti si v vlogi nekoga, ki razmišljaš o procesih, naredi mi ti to. To bo jazen, drugo pa se vse strinjam. Super. Enej, potem imamo pa še zadnje eno vprašanje, ne zanima ena stvar. A lahko testiramo en paradoks? Seveda. Lahko naredimo en test. Dajmo dvigati roke, kdo je danes že uporabljal AI. Ok, dajte še tisti, ki ste ga danes in včeraj. Verjetno smo vsi, a ne? Zdaj pa prosim, če lahko dvigne roko nekdo, ki dejansko dela manj. Nimamo nobene roke, a ne? A veste, kaj želim sam povedati? Vsi pravimo, AI bo olajšal delo, bo olajšal. V resnici mi naredimo več v krajšem času, ampak zaradi tega mi v resnici ne delamo manj. Sam ta del, tako, kot misel, ki je vedno strah, AI nas bo nadomestil, ja, v bistvu v krajšem času boš še več mogel delati, še večjo obremenitost. Je pa tukaj spet pod vprašanjem potem tega še več kvaliteta, no? Sam tako, pač kot test, ker kjerkoli to vprašam, tudi 300 ljudi, zanj se je zgodila ena roka, da je nekdo dvignil, sem rekel, prosim, če prijete na oder, pa poveste, kako vam je ratal, ker tudi meni še ni ratal, pa imam kar nekaj agentov nastavljenih, pa delaš še več. Zanimivo, ja. Vidim, da ste sprožili tudi en val skrbi za dela še več. Še zadaj eno vprašanje, mnenje? Jaz se bi mogel strinjati z gospodom z Izole, kar se, mislim, da je v tej smeri treba res narediti razmislek. Imam pa eno vprašanje, kako vam bo umetna inteligenca rešila zamenjavo pipe v kuhinji, če ne bo nobenega, ki bo to znal fizično res narediti? Jaz dam lahko takoj odgovor, ker sem jo sam na takšen način reševal, tako da pač sem slikal zadevo, pa gre za popravilo pralnega stroja, v katerem imam še manj pojma, pa mi je po korakih s puščicam označil točno, kaj naj naredim sam in sem na koncu poklical servis in sem rekel, zaradi error številka 5, prosim za naročilo grelca. Pa je serviser rekel, ti pa tega ne moreš vedeti, pa sem rekel, pa sem zvedel. In kaj prišel, sem mu pokazal in rekel, ne morem verjeti, hvala, ker drugače bi se vam pripeljal do mene, pogledal error, šel dom nazaj, naročil pa še enkrat prišel. Ja, kar je mimo grede tudi en proces, ki bi se ga dalo že prej optimizirati najbrž, ne? A imate še eno repliko, ne? Ja. Ja, to je že v redu, vam povedal error, ampak zamenjal je serviser, niste sam zamenjal. Res je zaradi elektrike. Sej, to je tudi ta smer, v katero tipamo s kuhanjem, pa opravili recimo, zato je tudi ta trg zelo velik ali pa potencial je močan nekoga, ki bi lahko še v realnem svetu upravljal stvari, ampak to ni moje področje in ne vem zares, kaj se na tem področju dogaja, ne vem, če je kdo od vas bolj... Ne, imam pa eno drugo, no, se bo se predolgi, opažam pa en drug fenomen, da čisto človeški naravi je, da si želimo imeti nekaj ekskluzivnega, malo drugačnega, posebnega in vedno večkrat slišiš kako vprašanje, ne, a to je pa na roke narejen, ali pa če, recimo, vidim, da pri otrocih spet, ne, njim, če je nekaj narejeno z umetno inteligenco, to je brez veze, ne.
Ne, to je pa nekdo na roke gor narisal na majico. In se vedno, ko greš v eno skrajnost, si pol želiš obratnega. Tako da že razmišljam, torej dve poslovne priložnosti vidim. Eno je osebni kognitivni trener, ko imamo osebne trenerje, je to poklic prihodnosti, tako da mogoče čez 5 let to delala, ker je bilo prej vprašanje. Ta drug, sem že malo pozabila, sem kaj se hotela reči. To upad kognitivnih sposobnosti, ali kako. Okay. Drugo je pa to, da vidim tudi v arhitekturi, je bilo eno obdobje, ko so bili načrti narejeni z CAD-om, pa si imel, pa če je nekdo malo na roke pobarval, pa neko drevo na roke zraven narisal, da je to imel kar malo neko večjo vrednost. Druga bo, kakor imaš narejeno v Sloveniji ali pa ročno delo, bom imela agencijo, ki bo preverjala, ali je bila stvar hand-coded, in če boš imel gor to nalepko hand-coded, boš lahko več zaračunal. Ja, sej. Vprašanje je, če bi brali knjigo, ki je napisal model, ali pa če bi brali biografijo, ki je napisal nek jezikovni model, a je to mi sploh zanimivo kot človeku, a mi to predstavlja kako vrednost ali ne. Mogoče pa tudi vprašanje, kaj noter piše, pa kako je napisano, ali pa v neki človeški izkušnji še širše. Dajmo s tem zaokrožiti tale del, pa se preusmeriti v prakso, v naše hitre zmenke. Najprej sprašujem člane omizja tule. A lahko med temi primeri, ki jih imamo tu gor, najdete enega, ki bi si ga upali obdelati javno, se pravi, katerega se lahko lotimo in ga preizkusimo. Jaz bom pa najprej povabil še v mojo družbo in sem na oder še nekaj predstavnikov, ki so prav tako izvajali izobraževanja. Petra Trkmana ste že spoznali, tako da prihaja dr. Peter Trkman. Super. Ja, oziroma lahko se postavite tule. Pa Manca Gruden. A je tu? Ja, živa Manca. Dr. Luka Tomat. Pozdravljeni. In Damjan Blagojevič. Sej v bistvu, vsi ostali, ki ste prišli, vas bomo itak razporedili še po prostoru, vsi se bomo razporedili, ampak najprej je cilj tega konzorcija, da zbere en primer, ki bo javno obdelan. Pa si lahko vzamete nekaj časa ali pa poskrolate, če potrebujete. Ali ste že? Ne, jaz se moram pravičiti, ker moram šibati na Roglo. Vi ste prav lokacijsko. Ja, to je tako, moram šibati, ker je še 2 uri vožnje, tako da hvala lepa vsem za danes. Ok, odlično. Potem pa poglejmo si prosim tele primere in izberimo enega, ki bo naš javni, vzorčni primer, potem se pa razdelimo še po prostoru in si damo prostor za prosto debato, proste poskuse oziroma hitre zmenke. A piše? Načrt potovanja za... Ja, to je en primer take naloge, ki jo delaš v službi, ne? Dajmo. Čakajte, oziroma, to je en naš kandidat, a imamo še kaj, kar vidite, pa vam je zanimivo? Lahko še malo Ne, to ni bila samo provokacija. Mislim, da tale načrt potovanja po Lanzarotu je odličen primer. Ravno tisti primer, kako lahko ta orodje uporabimo. Točno morate povedati, kdo ste, kaj hočete, kakšni so vaši cilji, kakšni so vaše omejitve, kakšni naj bojo vaši outputi, kakšno tveganje ste pripravljeni prevzeti. In to je to. To je v bistvu skoraj katerikoli izziv v vaši službi lahko s tem poznazorimo. Ok, jaz sam še preverjam, a ste slučajno zagledali kakšen primer, ki pa je vam tako zelo zanimiv, vam ali še ostalim izvajalcem? A je še kaj takega? Jaz mislim, da ga vsi vidimo tam. Ja, ta drug. Da hodi v službo, ne sto mene? Ok, ja. Še nekaj je bilo? Ali ne? Aha, ok. To je zlati gral, se bojim, ali pa strah in trepet, kakorkoli vzamete. Spet jaz, ne. Bila je napoved, tamle nekje v 60-ih letih že, prejšnjega stoletja, Nobelov nagrajenec Herbert Simon je napovedal v 20 letih, se pravi do 1984, ne bo več nobene službe, ki bi jo znal računalnik delati, človek delati bolje kot stroj. Gospod je že umrl, zdaj smo leta 2026, pa kot je tudi najprej že rekel, kvečemu delamo še več, ali pa se vsi delamo, da delamo več. Ok, ja, potem pa, če nimamo drugih kandidatov, a vzamemo Lanzarote,
poletje se bliža. Kdo bi prevzel tole planiranje potovanja? Peter, se vi čutite? Ja, lahko seveda, ja, komod. Jaz sem 5 otrok, tako da imam tudi s tem izkušen. Če ste še rabite kakšne take nasvete. Ok. A potrebujemo tehnično rešitev, računalnik verjetno Ja, skorda. povežete svoj? Če je možno. Ja, mislim, da ja, ker mi hočemo zdaj rezultat, ne bomo šli sicer na Lanzarote, ampak mimo grede, a je slučajno kdo nedavno bil na tem otoku? 4 leta, ok, da nam pomagate preverjati, ker ne vemo zares, kaj bomo naredili, ne? Se še spomnite približno potovanja? Čakajte, ne slišim vas, pravite, ni pomembno, da preverjamo? Ja, jaz bom pogooglal recimo, to bo en del preverjanja. Ampak Google bo povedal zelo podobno kot on. Ja, ne bom upošteval tistega, kar mi predlaga, ampak bom šel staromodno po rezultatih. To je resen. Povejte. Potem bo rezultat tak, kot bo. Ne? Zdaj lahko bo enak, lahko Res ne bo je, enak. res je. In kdaj bomo vedeli, kdaj je enak in kdaj ni enak in kdaj bomo vedeli, kdaj delati dvakrat oziroma enkrat. Poznamo koga, ki živi na Lanzaroteju? Ja? A ne? Mislim, to bi bil en način, ne? Ampak dajmo zdaj za primer, vzeti ta primer pa bomo videli. Ok, Peter, prosim. Mogoče prva stvar, ne, ena stvar, ki ne smete pozabiti, ne. Mikrofon se malo više. Ja, pardon, ena stvar, ki ne smete pozabiti, orodja se o vas zelo veliko učijo. Ne, tole konkretno je orodje Klot, ki o meni veže vse, koliko ima denarja, kaj si lahko privoščim in podobno, na podlagi vsega, kar sem se jaz z njim želel pogovarjati, se vse o meni že naučil. Potem sem si pa znotraj Kloda odprl še projekt, kjer sem mu dal potem še neke določene nastavitve, se lahko zdaj z njim pogovarjam, lahko mu povem še kaj, lahko se ja še delim z svojimi sodelavci. Sam trenutek, a vidite? Ja. Lahko še Aha, imate ob straneh tudi zaslone, super, super. Zdaj se pa sploh vidi, ne? Ne, sej. In potem lahko ta projekt delim še s komorkoli, hkrati mi bo pa tudi na mojem računalniku že ustvarjal datoteke z vsemi plani. A to zdaj uniči veselje pri planiranju dopusta, je pa vse drugo vprašanje. Ja, zdaj pa potrebujemo plan za Lanzarote. Za Lanzarote, ja. To bi pa moral zdaj se malo dobiti, mi dva skupaj vsesti, da mi sploh poveste, kaj želite. Zato, ker generični plani, ne, se pravi dobri prompti, dobri pozivi v orodju, morajo biti takole dolgi, ne. Tako da bom jaz mogoče najprej v orodju celo rekel. Zdaj, a se bo izdal človek, ki je dal tisti predlog, ali bom pa jaz igral? Vi ste bili, super. A nam lahko pol delite nekaj svojih podatkov zdaj za namene prikaza? Se pravi, Peter, povejte, kaj potrebujete. Vse, kar veste, vse, kar želite vedeti, več, kot mi boste povedali, to je temeljno pravilo vsega. Čas potovanja je začetek junija, otroci so stari 6, 10, 14, 16, športno aktivni. 14, 6, 10, 14, 16. Še 14, ja. Pardon, to je zdaj tudi lekcija strojepisja? Ali pa transkripcija? Zelo aktivni, ne poležavanje na plaži. Mogoče samo kot zanimivost, jaz preden bomo se sploh delali tale road trip, sem mu celo rekel, naj mi naredi še poziv, da bom lahko še malo pogledal, če me je razumel sploh pravilno. A lahko zdaj samo malo pomanjšate sliko? Ja, tako, hvala. Aha, vi ste najprej prosili, da vam pripravi prompt poziv? Tako, ja, zato da bom videl, na kakšen način bo tole razmišljal, ne. In evo, zdaj je tole naredil, kaj potrebujem, a vidite, in zdaj boste tole lahko potem še pogledali, kaj od tega vam mogoče še ni v redu, ne, zdaj mogoče vam tale vila z bazena ni glih nujna, ne, ampak vidite, zdaj mi že on tole da, potem bi pa jaz tole enostavno fliknul 2-3 orodje. Čakajte, sam trenutek, lahko sam zaprete tole Cloud Works Directly with your code base? Se pravi, mi zdaj gledamo en kilometrski prompt, čeprav vidimo, ne? Ja, ker meni se več ne da tipkati. Tako? A kdo od vas še tipka sploh? In zdaj mora gospa malo nam pomagati, se pravi, pejte malo bolj gor pa počasneje, prosim. Ja. Kje vidimo kakšno težavo? Greste čisto do začetka? Tako. Evo, varne. Še gor. Še gor.
Evo, ne še, pardon. Joj, ok. Tega je veliko. Super. A je 7 dni približno, rečemo za primer, da bo 7 dni lahko? Ja, 7 dni bo. Ja. 7 dni? Ja. Zdaj je on kar sklepal prvi teden junija, jaz mislim, da to bi morali pripraviti. Rekli smo junija, ne? Ja. Kar šola je, Klod. Nismo rekli, nisem rekel prvi teden junija. A ja, začetek junija ste vi napisali, tako, pardon. To sem jaz napisal, ja. Pa takrat je nekaj šola. Sprejmimo zdaj začetek junija, pa gremo navzdol pogledati, kaj se še dogaja. Spravi, kontekst družine stop igra, če vse štima, kaj potrebujemo. Namestitev, ja. Namestitev, dnevni itinerar, v redu, dan po dan, vključuje surfanje, pohodništvo, kolesarjenje, snorkeling, kajaking, označbo aktivnosti po letih, intenzivnost, ok, gremo lahko navzdol. Zdaj, mogoče, ne, boste boja potem še lahko skupaj pogledali, če je kakšna stvar, ne, ampak če tale prompt, ne, ko imate enkrat poziv, ga pa lahko uporabite v kjerkoli orodju in potem vidite, kaj vam je všeč, ne. Aha. Evo, zdaj recimo greste pa lahko v orodje, kot je ChatGPT, vse vmes povežete tudi še s kakšnim dodatnim orodjem znotraj ChatGPT-ja, kot je Booking, in mu enostavno rečete, ne vem, ta plan zdaj recimo še naprej naredi. V končni fazi pa lahko še svojemu agentu rečete, naj vam pošle še mail hotelu, da ga rezervira, ali pa ga tudi rezervirate na tale način. A lahko še Kloda zaženete? A bi mogoče izbrali tudi research opcijo, ali smo zadovoljni s primarnim? Research bo dolgo trajal. A vam bomo porabili žetončke? Ne, saj žetončko je dost, ne, ampak... Mislim, da obstaja v Klodu tudi. Evo, tle imate zdaj konkreten plan. Ok. Spet sem majhen, ne, jaz sem navajen na... Ene je predlagal, da bi za namen predstavitve družini lahko naredili tudi eno spletno stran, da pičamo otrokom, kaj bojo delali. Prezentacijo v Gami. To, da bi še to naredili, tudi lahko naredite še prezentacijo v notebooku. Mogoče sem toliko, da ne bomo samo pri tem primeru, ne, tle dejansko je izziv, da je toliko orodij, na koncu mojih delavnic ponovadi ljudje rečejo, da smo pa pokazali 30 orodij, kaj ne pa zdaj, ne. V končni fazi boste morali tudi malo sami izprobati, kjer vam najboljše dela. Ampak zdaj konkretno, tule, kjer je Booking, kaj pomeni to? On je vzel pač podatke in jih uporabil za to, da nam že predlaga konkretne namestitve? Zaenkrat še ne, ker dela zdaj še v teh plan po 8 dneh, ampak potem pa lahko rečem, recimo, rezerviraj, oziroma, če že rečem, da vidimo, če bo tole delali. Zdaj mi pa še prosim rezerviraj hotel za prvo noč, če lahko. Všeč mi je, da ste ga in prosili in rekli, če lahko. Dobro, zdaj pač bomo videli, če bo hotel še to narediti. Vidite, zdaj pa je ta stvar, ko gre pač na Booking. Prosim pa hvala. Aha. Ok, zdaj pa ne vem, kaj pa. Vidite, obupal je pri hotelu. Zdaj mi bo. Ok, seveda, lahko tudi apartma, oziroma karkoli je pač najbolj primerno mi rezervirano, sem toliko, da bo žena srečna, ker otroci pa lahko tudi malo manjše postelje, noben problem. Pač, to so pa tiste stvari, ki se ne spreminjajo, ne? Ali ni tako? To je res, ja. Sej, s časoma se tudi tega nauči, ja. Mogoče, vidite, zdaj on razume, kaj je cilj, ne? Vidite, razumel me je, kaj pomeni srečna žena, da to ni tako važna konfiguracija postelja, ampak nekaj drugega in zdaj me je tudi že predlagal tele neke hotele. Dost ugodno pravzaprav. Edino, kar je pač zaradi varnosti, trenutno ChatGPT še ne bo hotel prav rezervirati. Vam bo pa pač, boste lahko šli pa potem na Booking, pa tam rezervirali. Ok. Enač pa nam dajte še kreditno kartico, prosim. A lahko pogledamo še, kaj je Klod naredil? Klod je pa tudi, vidite, tle poskuša načeloma še pokazati vam, na kakšen način je razmišljal, in pa dajo še potem malo takih mentorskih nasvetov. Boste šli dejansko? Zdaj bo še Nik šel na kaj je že to, Lanzarote, ali se niti ne vem, kaj je. Lanzarote, Zdaj edino plaha de Famara se je pa zdaj odločil, da mi ne bo
Mogoče sam še, ko smo ravno pri tem, ne pa pri vseh teh orodjih, tudi kar je najprej že poudaril. Ena stvar, ki je res ključna, pa je najbolj pomembna, je, da si vsa ta orodja čim bolj personalizirate, ne? Da si dejansko nastavite čim več stvari o vas in če že uporabljate ChatGPT, ena stvar, ki boste lahko zdaj narediti v 20 sekundah, je, da v svoji personalizaciji, če poveste več, ko poveste o vas, boljši bojo potem njegovi odgovori, ne? Tukaj imate recimo možnost, da mu pač poveste tudi na kakšen način naj se z vami pogovarja. Super, ja. Ne vem, se razdelimo bolj. Zdaj pa, ja, mislim, da je bil to en praktičen prikaz. Lahko izvozimo te podatke, ali nam pa poročate naslednje leto, če se bomo videli na podobni konferenci, če je bilo kaj smiselnega. Videli pa smo en približen proces. Zdaj pa predlagam, da se lotimo bolj konkretno še primerov, ki smo jih napisali na Mentimeter, se pravi, prosim za preklop na Mentimeter in se razdelimo po prostoru. Vsakega od izvajalcev bom prosil, da si izberete en bodisi problem, bodisi dilema, vprašanje, se pravi, ni nujno, da je konkretna stvar, ki jo boste morali delati na računalniku, lahko je tudi prostor za debato. Razdelili se bomo po prostoru, vi udeleženci pa ste vabljeni, da se premikate, bodisi od izvajalca do izvajalca, ali pa ostanete pri enem in gledate, kaj se dogaja tam, torej da vse skupaj malo bolj razgibamo in spravimo v prakso. Kje lahko začnemo? Kdo bi si najprej izbral problem? Če ga kdo vidi, prosim, kar zakličite ga. Ne? Ja? Ne. Ja, lahko si tudi po orodjih razdelite, se pravi, kaj gledamo na različne modele najprej? Copilot, kdo se počuti najbolj trenutno suverenega? Ja, NA Copilot, ChatGPT. Ja, Manca? Jaz se javim za Excel, pa tisto obdelava podatkov, sofisticirano orodje Excel, tam sem videl Excel, mrcvarjenje podatkov. Dajmo pogledati, kaj konkretno je bilo, se spomnite? Oziroma, kje je bilo? Ja, nekaj je bilo analizanih napačnih podatkov v Excelu noter, ne. Če mi zna popraviti podatke, ki so napačni. Se mi zdi, da velikrat se lotimo Excela, pa ni čarobna palčka, tako da jaz bi malo debatiral, kdaj ja, kdaj ne, pa s Klodom, z Edinom bi malo pokazal to. Ja, se je iskala XLS, ampak mislim, da je... Jaz povem, ne, analiza podatkov v Excelu, se ne rabimo. Ok, super. Zdaj, Luka bo imel analizo podatkov v Excelu, XLS datoteki, super, prodano. Jaz, kot se verjetno že opazil, se javim za Claude, Claude Cowork, Claude za Excel, Claude za vse. Petra, najdete kak konkreten primer tule gor? Za vse. Razen za maile ga ne bi priporočal, ampak vse ostalo pa zna narediti, no. Zberite enega, da nam date usmeritev. Kreiranje kakršnih koli Wordovih dokumentov na podlagi obstoječih, torej odločb, sklepov, javnih naročil. Odločbe, dokumenti, podobno v Cloudu, Excel obdelava podatkov, kako gremo naprej? Gemini, ja. A vidite kakšen problem, ki vas nagovori? Optimizacija stroškov. Optimizacija stroškov, super. Super, gremo naprej. Smo rekli, katero orodje, zdaj sem pa... Chat. Tako, ChatGPT. In? Ja, nič, jaz sem kar zatemle bilo eno vprašanje glede sodnih praks, pa takih zadev, tako da lahko mogoče na to tematiko kaj rečemo. Super. Te zadeve. Efektivno iskanje po sodnih praksah in tako. Super, odlično. Ne? Rekel si Copilot. Kaj pa? Aha, ok. V redu. Imamo še kakšnega izvajalca, ki sem ga izpustil zdaj? Ne, Simon. Oprostita. Sta se zlila se pravi, Andreja? Bom jaz omejitev virov na PSRS. Omejitev vira, mislim, da je bilo vprašanje, da bi jemal samo ta informacijski pravni sistem. Torej, na kakšne načine lahko omejimo vir, da so potem rezultati čim bolj verodostojni. Ok, super. In še Sašo? Lahko še malo više, zdaj kaj pa še ostalo. Ali pa nekaj z e-maili? Ja, bilo je recimo priprava e-mailov, pisanje draftov, z e-maili je bilo to. Ok, lahko, z e-maili. Katerim koli orodjem se itak vsi delajo. Ok, super. In e-maili pri Sašu. Pri Saši. Magistersko pa Luka pa Peter, ok, pisanje. A ste si približno zapomnili, kaj ima kdo? Sklep, ja, ne, dajmo še enkrat na hitro ponoviti, torej z mikrofonom od izvajalca do izvajalca, pa še nekaj, prosim, če se kar postavimo po prostoru, da si olajšamo pot. Se pravi, dragi izvajalci, si lahko vi vzamete en del prostora, ki se vam zdi primeren,
se malo razporedite, potem se bomo pa mi sprehodili od vas. Ja? Na tej točki bom jaz tu skočila z besedo koordinatork. V ozadju dvorane je pripravljenih 5 delovnih postaj, miza s po 2 stoloma. Po en izvajalec se bo usedel k vsaki mizi, vi pa lahko krožite. 2 izvajalca, Sašo je že spredi, pa mislim, da bom tudi Andrejo naprosila, pa da zavzameta tele stole tukaj. Počakajmo pa minutko 2, da si izvajalci pripravijo svoje računalnike, se pripravijo na delo, Peter je že pripravljen, že odhaja. Potem je pa to prost program, se pravi po želji se zvrstite pri izbranem izvajalcu, če vas kdo prehiti, lahko počakate 5 minut in ste potem naslednji na vrsti. Razmislite, kaj ste napisali na Mentimeter, kaj vas zanima in sem prepričana, da boste danes dobili odgovor na svoje vprašanje. In zdaj, če sem že pri besedi, še za zaključek, vabimo vse tiste, ki se ob prihodu niste uspeli upisati na našo vpisno listo, da se pofočkate ob odhodu na infopultu pri mojih kolegicah. Hvala lepa. Infopult za tiste, ki se še niste registrirali. Zdaj pa poglejmo, kje ste se razporedili izvajalci. Zadaj ste, tule tudi, Sašo in Andreja boste tu, smo nekako rekala, ne? Na hitro bomo naredili še en prelet tem. In seveda vas pozivam k tem, da uporabljate tudi svojo inteligenco pa zdravo pamet pri premikanju, ne se vsi naenkrat zapoditi, če je nek gneča, se premaknite, da bodo ti hitri zmenki potekali kar se da koristno in lahko. Samo trenutek, da se vsi namestijo, potem bomo pregledali, kdo ima kaj in si vzeli še te pol ure pred kosilom, zato da konkretno kakšne stvari preverite v praksi z našimi izvajalci, ki upam, da se bodo pa zdaj že počasi namestili. Tako, ja. Ok, potem bom pa kar jaz ponovil, kaj je imel kdo. Sašo smo rekli poljubno orodje, e-maili, pisanje e-mailov, odgovarjanje. Andreja prav tako na odru, če se ne motim, omejitev verov, pa PIRS, nekaj tazga? Ja, super. Kje je Peter, je bil tamle? Kje pa je zdaj? Šel je? Aha. Petra, nam pomahaš? Ja? Ja? Peter obdeluje, smo rekli, kaj? Claude, NA Copilot, ChatGPT Mix, Manca, smo rekli ChatGPT in tema je bila sodne prakse, potem smo imeli Damjan, Google Gemini, optimizacija stroškov in Luka. Podatki v Excelu, točno, sej res. Tako, to je torej naš kompas. Preden se razpodimo in zaženemo v te hitre zmenke, se vsem najlepše zahvaljujem za vašo udeležbo. Mi vam želimo, da bi v tem koncu, v teh hitrih zmenkih res zastavili vprašanja, ki si jih želite, stvari preverili v praksi ali pa pregovorili kakšne pomisleke. Najlepša hvala za vašo pozornost. Časa za hitre zmenke bo nekje pol ure, tako da se lahko prosto premikate, potem pa vse skupaj vabimo na kosilo. Hvala, da ste se nam danes pridružili na tem zaključku projekta. Imejte čudovit dan še naprej, praktično je pa že vikend. Hvala.